Rimljani so verjeli v več bogov. Temu rečemo politeizem ali mnogoboštvo. Po enem od bogov, Janusu, so poimenovali tudi mesec januar. Upodabljali so ga z dvema obrazoma, saj so verjeli, da je bog vrat, prehodov, pa tudi začetka in konca. Leta 46 pred našim štetjem so stari Rimljani zamenjali koledar. Prejšnji se je ravnal po luni, novi pa po soncu. Novega so poimenovali po Juliju Cezarju, julijanski koledar. 1. januar je tako uradno postal prvi dan novega leta. Na ta dan sta svoji enoletni funkciji začela upravljati konzula, takratna najvišja politična predstavnika. Stari Rimljani so prehod v novo leto praznovali precej bučno, podobno kot številni ljudje še zdaj. Po padcu rimskega cesarstva se je krščanska vera še bolj razširila. Leta 567 so tako določili, da 1. januar ni več prvi dan novega leta. V skladu s krščanskim prepričanjem ga je nadomestil 25. december. Kristjani verjamejo, da se je na ta dan rodil Jezus, sin Boga. Posamezne evropske države pa so novo leto štele tudi od 1. marca, 25. marca ali od velike noči. Vsi datumi so povezani z verskimi dogodki. Ker julijanski koledar ni bil natančen, je leta 1582 papež Gregor XIII. Uvedel nov koledar, ki se po njem imenuje gregorijanski. Ta na drugačen način določa prestopno leto. 1. januar se je kot prvi dan novega leta vrnil leta 1691, tako je razglasil papež Inocenc XII. Po vsem svetu uradno v novo leto vstopimo na ta dan. Pravoslavni verniki pa po tradiciji novo leto še vedno praznujejo po prenovljenem julijanskem koledarju 14 dni kasneje. Kitajci pa bodo skladno z luninim koledarjem in svojimi običaji v novo leto, ki bo tokrat v znamenju prašiča, letos vstopili 5. februarja.